nostalgičen neki večer, Franz in Liza sa refrenom zarevele trobente svojo glasbo, da je zbudijo, da je zbudijo. To je zgodba o komadu Zarjavele trobente, ki so nastale leta 1984 v Sarajevu. A naslovnu pjesmu interesantna je priča oko nje Zarjavele trobente. Pripoveduje Adam Subašić, bobnar skupine Kongres. 84. jeste 6. 7. mjesec. Po olimpijsko poletje 1984 v Sarajevu je mladim glasbenikom omogočilo snemanje v takrat enem najmodernejših studijev v Jugoslaviji. Falila nam je u razgovoru, svi skupa smo znali, jedna pjesma nam još fali da se malo dopuni, imamo 10, 11 bi bilo taman fino. Fanti iz Kongresa so ugotovili, da jim za ploščo morda manjka še en komad. Ja i Aljoša smo bili studenti, podstanari i stanovali smo zajedno u jednoj kući. Uzeli smo ako malo posjedili, nešto se možda malo popilo. Adam Subašić in kitarist skupine Kongres Aljoša Buha sta bila cimbra v študentskem stanovanju. Usedla sta se in si privoščila pijačo. Onda smo mi kroz priču nekakvu imali, ušli u taj nekakav inspirativni muhabet, kako mi kažemo, razgovor i tako. Padla sta v kreativne debate in začela pisati Zarjavele trobente. Aljoša, ki je bil slovenskega rodu, je verze sproti prevajal v slovenščino. Tu noć smo mi to završili, ja sam to odmah u sebi otpjevao gitaru, odnosno Aljoša je uzeo gitaru, rekao pjeva ova je melodija, to je vrlo jednostavno, nostalgičen neki večer, Franz in Liza sa refrenom Zarjavele trobente svojo glasbo, da je zbudio, da je zbudio. To je bila jedna interesantna pjesma koja se kasnije pokazala vrlo inspirativna, popularna. Želeo je da stvari letio i njo zbudio, i njo zbudio. Zarjavele trobente svoju glasbo, da je zbudio, da je zbudio. Mlada kreativca sta se fiktivno predstavila v cirkus Gualabladala in v poletni sarajevski noči pred 40 leti so se oglasile Zarjavele trobente. Zoran Predin je s nama, znači malo nam pomagao kao prijatelj, znali smo se godinama prije toga. Tiste dni je bil v Sarajevu tudi Zoran Predin, ki je fantom priskočil na pomoč pri ostrenju slovenskih verzov. Nostalgičen neki večer, Franz in Liza na trapezu sta plesala v cirkusu Gualabladala. Franz je pozabil Lizo nekje visoko v zraku, zagledal je njene oči na parketu Gualabladala. Jaz sem samo v aranžmaju dodal eno melodijo in postal koaranžer. Namenoma sem pustil vse slovnične napake noter, ker so bile šarmantne in so ostale šarmantne. Tisto, kar mi je pač danes najbolj všeč, je to, da mi je dejansko uspelo rešiti pesem pred pozabo. In zgodba o Zarjavelih trobentah je pa zelo filmična, ne? Se pravi, žalostna v resnici, ampak glede na to, kako radi imajo ljudje pesmi, to pesem je potem v bistvu srečen konec na nek način. Ne. Meni je bilo takrat in nasplošno je bilo zelo, zelo čudno, da zdaj eni Bosanci pojejo v slovenščini. Ne. Že samo to dejstvo je bilo nekaj res posebnega. Pri Zarjavelih trobentah, ko smo peli, jaz sem pel v zboru te refrene, potem sem tam ta del spremenil in je pač so bile moje pripombe pa to upoštevane, tako da
sem pač nekako postal del staršev te pesmi. No, potem so se zgodile te tragične stvari, se pravi prometna nesreča pri Mostarju, v kateri sta umrla Aljoša Buha, ki je bil takrat že basist Crvene jabuke, njihov kitarist Dražen Ričl, basist Zlaja, ki je pa v bistvu šofiral tega fička, je pa preživel nesrečo, k sreči. Njega sloni letijo in jo zbudijo, zarjavele trobente svojo glasbo, da jo zbudijo. No, potem je pa minilo 7 let in ko sem snemal v leta 92 svoj solo album, sem se spomnil na to pesem. In sem rekel, jaz bom pa to obudil in jo bom posnel, ker je prelepa, da bi bila pozabljena. In tako se je tudi zgodilo. Skupina Kongres je kmalu po izidu albuma v bistvu razpadla. Aljoša je šel v skupino Crvena jabuka, Mahir se je preselil v Kanado, Adam Šubašič je bil pa težko ranjen v vojni. Tako da potem, ko so zarjavele trobente postale sredi 90-ih hit v Sloveniji, je preko Sazasa odšlo kar precej avtorskih pravic v obliki honorarja potem Adamu, kar mu je zelo pomagalo pri zdravljenju. On ima tudi ene sorodnike na Jesenicah, tako da sva se kar videvala in vsakič je bil zelo zadovoljen s tem, kako zelo imajo ljudje radi zarjavele trobente. No, pol se je zgodilo tudi par let kasneje, da je skupina Crvena jabuka posnela svojo verzijo zarjavelih trobent in me je na albumu mrtvo hladno napisala kot edinega avtorja. Pač enostavno predzgodbe niso poznali. Potem je pa Miljenko Jergovič enkrat se spomnil na to in eno krasno kolumno napisal o tem. Tako da dejansko se taj zgodba o zarjavelih trobentah že spreminja v neko vrsto scenarija in mogoče se bo res kdaj zgodilo, da bo kdo posnel film s tem naslovom. To je teško objasniti, jednostavno. Ne može se to reći, to je tako došlo samo od sebe, palo s neba, eto ti. Tako je, jednostavno ima taj neki svoj štimung, ta pjesma koja ima na neki način cirkusku. Adam Šubašič pravi, da v resnici težko pojasni, zakaj sta z Aljošem Buho, tiste sarajevske noči, spisala žalostno pesem iz cirkusa Gualabladala. Tužnu, nekakvu melanholičnu, tužnu poruku i samu priču. Zarjavele trobente imajo ob svoji otožnosti neko posebno energijo, ki vsakič znova navduši in pretrese. In jo zbudijo, zarjavele trobente svojo glasbo, da jo zbudijo. Ja, dejansko pač ljudje, ki večinoma ne poslušajo besedil, se kar nekako miselno preskočijo, da gre v bistvu za smrt ene mlade akrobatke. Je pa res, da si pač vsak po svoje razlaga ta simboličen tekst, nekateri ga zelo politično razumejo, tretji ga preslišijo in v večini je pa to ena taka vedra, sproščujoča plesna pesem.
Želel je, da sloni letijo in jo zbudijo, zarjavele trobente svojo glasbo, da jo zbudijo. Žirafe, opice in tigri, žalostni so afriški levi. Franc poslušal je trobente in raztrgal cirkuške plakate. Poslušali ste podcast zgodbe, 4. del serije Komadi. Tokrat smo raziskovali ozadje nastanka komada Zarjavele trobente. Z Adamom Subašičem se je v Sarajevu srečala Veronika Gnezda, z Zoranom Predinom pa sem se v Ljubljani pogovarjal Luka Hvalc. Naslednjič pa potujemo v Zagreb. Tam so nekoč zelo oboževali Slovenke po imenu Anja. Hej. Ljubav ima isti jezik za sve. To je... Slovenki, ne? Sami Ruplovo nima veze, što je neka urbana legenda. Čuo sam u Ljubljani. O njoj smo samo maštali.